Če se malo pošalimo, lahko rečemo, da je iz 31. aprila na 1. maj cela Slovenija zaudarjala po dimu. Razlog za to so seveda prižigi kresov, ki tradicionalno potekajo vsako leto ob tem času. V nedeljo smo se odpravili na kresovanje na Markovec nad Koprom, ki ga je organizirala obalna sindikalna organizacija KS90. Obalna sindikalna organizacija je seveda izredno zavezana družbeni odgovornosti in tukaj že več desetletij organiziramo prireditev v počastitev mednarodnega praznika dela. Prireditev se je pričela v taverni, kjer so se zbrali mlajši in starejši. Vsak je prižgal svojo baklo, nato pa so se ob spremstvu pihalnega orkestra Marezike prek promenade podali v hrib do glavnega prizorišča s kresom pri osnovni šoli Antona Ukmarja, kjer so prižgali ogenj. Zakaj pa se ob prazniku dela pravzaprav kuri kresove? Ko govorimo o kresovanju, je tukaj velika simbolika. Simbolika v kontekstu, da seveda, če združimo les med sabo, potem lahko dobimo zelo močen ogenj. Ogenj, ki dejansko je tisti, ki jasno pokazuje in dokazuje, da smo skupaj močnejši, da se moramo združevati, kajti edino združeni smo lahko kos pohlepnemu kapitalu, ki izključno hrepeni po temu, da poveča vložene dobičke oziroma vložke kapitala. In če pogledamo zgodovino, ponovno v zgodovino, govorimo o tem, da je prišlo do kar nekaj industrijskih revolucij, medtem ko se delavska gibanja niso temu prilagodila, tako da je izjemno pomembno, da seveda se delavstvo zelo jasno zaveda, da sindikalizem nikoli ne more biti uspešen, če ne dobimo pravočasnih informacij o dogajanju v podjetjih, v branži, od delavcev. Wolf ugotavlja, da je slovenski delavec še vedno premalo plačan in da so glede varnega in zdravega delovnega okolja razmere daleč od idealnih. Ob 1. maju je pozval, naj delavci ostanejo aktivni in naredijo korake v smeri, kjer jih je strah. Med udeleženci kresovanja so bili tudi takšni, ki se zavedajo pomena praznovanja. 1. maj mi pomeni dosti in sicer se zopet zavedamo, kako pomembne so pravice zaposlenih. Mnogo let se je to potiskalo v kot, zdaj pa vidimo, kam smo prišli, se pravi, tuji kapital je prevzel večino našega gospodarstva in mi smo pač delovna sila z vedno manj pravicami, na žalost. Med obiskovalci pa so bili tudi takšni, ki še niso vstopili v svet dela. A veste, kaj praznujemo danes? Dan dela. Ja, dan dela. Pridemo vedno sem se igrati in uživati. Dokdaj pa boste po konci danes? 12. Pač kres je tam. Tam je ogenj, tam mi se zabavamo. Poslušamo muziko. Ja, Česa se danes veselita? Kresa, muzike, prijateljev. Veselica se je zaključila ob polnoči, noč pa je bila za nekatere kratka, saj so ponekod zgodaj sledile prvomajske budnice z orkestri. Wolf je ob prazniku opozoril tudi na pomen predstavnikov delavcev, saj bodo delavske pravice vedno znova ogrožene, zato je pomembno, da se ta dan obeležuje.